Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Prejšnji mesec sta Mestna občina Koper in Luka Koper podpisali sporazum o sodelovanju pri izvajanju podjetniškega podpornega programa, za katerega bo Luka Koper namenila 30.000 evrov. Prejšnji mesec sta Mestna občina Koper in Luka Koper podpisali sporazum o sodelovanju pri izvajanju podjetniškega podpornega programa v letu 2024. Luka Koper bo za program prispevala 30.000 evrov. Kot je v podpisu dejala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan, se v Luki zavedamo se, da je za razvoj podjetništva ključno prav spodbudno podporno okolje, ki na enem mestu omogoča pridobivanje ustreznih znanj in kompetenc, strokovno pomoč ter usposabljanje. Mladi, ki šele začenjajo svojo poslovno pot, potrebujejo oporo in prave usmeritve ter nasvete iz prakse, ki jim bodo pomagali uspešno premostiti začetne izzive podjetništva. Ob tem pa dodala, da se v okviru podpornega programa želijo predvsem pridobiti sveže inovativne rešitve za poslovne izzive s področja pristaniške dejavnosti, logistike, prometa ali drugih področij, ki so posredno povezani z delovanjem pristanišča. V okviru programa bo izbrani strokovni izvajalec zainteresiranim mladim nudil mentoriranje in strokovno svetovanje, evalvacijo poslovnih idej, inkubacijo novih zagonskih podjetij ter organizacijo informativnih in tematskih dogodkov, s tem pa jih opremil s potrebnim znanjem za razvoj inovativnih poslovnih idej. Luka Koper zgradila drugo največjo sončno elektrarno v Sloveniji. Luka Koper je v okviru mednarodnega projekta Soporem zaključila gradnjo ene največjih sončnih elektrarn v Sloveniji. Postavljena je na strehah skladišč terminala za generalne tovore. Celotna vrednost investicije znaša 2 milijona 800 evrov, od tega je bilo 1 milijon 300 sofinancirano z sklada Soporem. Ta investicija pomeni izgradnjo 3,3 megavatne sončne elektrarne na strehah naših skladišč in bo pomenilo, da bo skoraj 10% električne energije proizvedeno, ki jo porabimo, proizvedeno znotraj Luke Koper. Gradnja sončne elektrarne pomeni tudi začetek novih naložb, ki vodijo v zeleno samooskrbo. Naš cilj je, da bi do leta 2030 izgradili 10 megavatov sončnih elektrarn v Luki Koper, kar bi pomenilo približno 25% za takrat načrtovane porabe električne energije. Zavedati se moramo, da težimo k temu, da bi luška mehanizacija, ki jo zdaj poganjajo fosilna goriva, prešla in nadaljnji nakupi so usmerjeni v vozila, v mehanizacijo na električni pogon, kar pomeni relativno, če gledamo z današnjega vidika, bo odstotek še višji iz naslova novo zgrajenih sončnih elektrarn. Kržanova je dejala, da je pred Luko Koper obsežen investicijski cikel na področju podnebnega prehoda. Samo naložba v elektrifikacijo pomolov, torej v posodobitev pomolov, da se bodo lahko ladje, ko bodo privezane v pristanišču, priklopile na elektriko, so ocenjene nad 100 milijoni evrov. Dnevno si prizadevamo, da bi iz različnih mehanizmov skladov pridobili dodatna sredstva za financiranje našega zelenega prehoda. Mednarodni projekt Soporem sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, nosilec projekta pa je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Skoraj sočasno s projektom Soporem so v pristanišču zgradili še 2 manjši sončni elektrarni moči 0,9 megavata. Pogovarjali smo se z mladim sabljačem iz Izole, ki na tekmovanjih dosega izvrstne uspehe, in tudi z njegovim očetom, ki vodi sabljaški klub. Konec aprila je v Osijeku na Hrvaškem potekal evropski pokal EFC v sabljanju v orožju meč v kategoriji do 14 let. V konkurenci je bilo okrog 50 mladih evropskih sabljačev. Med njimi je bil tudi Izolan Aleksander Hajdin iz sabljaškega kluba Izola, ki ta šport trenira že dobrih 7 let in je tudi državni prvak. Evropski pokal, to
To so prišli Angleži in iz drugih držav so prišli, ne. Pač to so že dobri sabljači, to ni neka mednarodna tekma, ne. Pač moj tata me nagradil s to tekmo, ker sem zmagal državno v 14, ne. In moj tata je rekel, da me bo nagradil z novim mečem in tudi s temi evropskimi pokali, ne. Pač prvo zdaj v Osijeku je bilo, bil sem 5. od 48. Res sem se potrudil, glej, malo manjkalo do medalje, lahko bi celo osvojil, samo... Strokovno trenersko pomoč je prispeval njegov oče Antonije Hajdin, ki je sabljaški klub ustanovil leta 2011. Definitivno eden najboljših rezultatov na meču, ne. Mi treniramo meč in tako, Slovenija zdaj je glede meča tudi postala vsaj v tej mlajši kategoriji, to ni še ta prava velika tekmovalna kategorija, to so kadeti do 17, mladinci do 20 in seniori. Slovenija zdaj na nek način dobila tako, imajo respekt do nas. Sabljanju rečejo tudi fizični šah. Od sabljača zahteva hitrost, vzdržljivost, predvidevanje, izjemen pomen pa ima tudi koncentracija. Jaz mislim, da bi to lahko bil šport prihodnosti. Se naša družba in posamezniki v naši družbi čedalje bolj se nagibamo k tem tako imenovanem individualiziranem eksistencializmu in sabljanje v bistvu v esenci to. V bistvu zahteva najboljše od posameznika, da sam sabo naredi in da vidi kakšen je v primerjavi z drugimi. Šport je, katerega lahko aktivno treniraš faktički celo življenje. Saj, ko greš v veteranske vrste, tam pride sabljanje čudovito. Klub želi v prihodnje imeti čim bolj adekvaten in konstanten vpis, želijo si tudi ureditve prostorov. Kakšni pa so cilji državnega prvaka izolskega kluba? Moj zadnji cilj je medalje na olimpijskih igrah. To je moj največji cilj. Sam moram še priti do tega. Moram zdaj na evropskih pokalih dobivati medalje, zmagati evropske pokale in da čim teže evropske pokale zmagam, grem na evropsko prvenstvo in pol še na svetovno prvenstvo in če nekaj tam dobim, pol kvalifikacij za olimpijske igre in pol tak dalje. In pol na olimpijske igre in pol počasi priti do tega cilja, ne. To je meni glavni cilj, ne. Mestna občina Koper od občanov že 4. sprejema predloge projektov participativnega proračuna. Mestna občina Koper je v drugi polovici aprila začela zbirati predloge projektov participativnega proračuna. S tem občina poskuša vključiti predloge projektov občank in občanov koprske občine, ki bi po njihovem mnenju lahko prispevali k izboljšanju življenja v njihovem kraju. Občina bo namenila 960.000 evrov v obdobju 2 let, torej slab milijon, za izvedbo projektov participativnega proračuna. Občanke in občani mestne občine Koper imajo že 4. možnost sodelovanja pri odločanju o načinu razporejanja in porabe temu namenjenih finančnih sredstev. Ali morajo pri snovanju predlogov projektov zadostiti določenim smernicam ali pogojem? No, pogoji so jasni, torej projekt mora biti izvedljiv, mora biti v javnem interesu, mora biti na zemljišču oziroma na parceli, ki je v lasti občine, ali pa mora imeti ustrezno soglasje, zato da se lahko tam to zgodi. Skratka, nekateri pogoji so in vsi so napisani tudi na spletni strani. Predlagani projekti bodo tudi letos razvrščeni v 6 območij participativnega proračuna. Projekti so razdeljeni načeloma po vsej občini, ampak dani v različne sklope, kjer se združujejo nekatere krajevne skupnosti, ker si želimo, da vsaka krajevna skupnost dobi en projekt. Zato je bilo potrebno to tudi združevati na nek način. Predloge je potrebno oddati do 16. maja do polnoči. Nato bo komisija preučila, ali so predlogi izvedljivi, v juniju pa bo sledilo še glasovanje. Zainteresirani lahko predloge oddate ali na spletni strani z digitalnim certifikatom ali osebno v vložišču mestne občine Koper oziroma na sedežu krajevne skupnosti. Udeležili smo se kot tiskovne konference obalne sindikalne organizacije, kjer so predstavili položaj delavstva in izzive, s katerimi se spopadajo. Poglejmo.
Pred praznikom dela je Konfederacija sindikatov 90 Slovenije sklicala tiskovno konferenco, na kateri so spregovorili o položaju delavstva ter kvalitetah socialnega dialoga v Republiki Sloveniji. Poudarili so, da so za delavca ključni dostojno plačilo ter varni in zdravi delovni pogoji. Situacija, v kateri smo sedaj, je izredno zaskrbljujoča. Kajti, ko govorimo seveda o revščini, ko govorimo o socialni izključenosti, je Slovenija ena redkih držav, ki je po zadnjih statističnih podatkih v lanskem letu nazadovala. To pomeni, se je povečalo število revnih v Republiki Sloveniji, se je povečalo število tistih, ki so socialno izključeni in seveda to ni država, v kateri bi želeli živeti. Na konferenci so poudarili, da predvsem na področju vzgoje in izobraževanja primanjkuje delavcev. 40% zaposlenih v vrtcu ne prejema niti minimalne plače, zato se zelo težko dobi kader učiteljev in vzgojiteljev. Prav tako ni rožnato na področju gradbeništva, saj so plače prenizke, pozablja pa se tudi na dodatke k plači zaradi težjih delovnih pogojev. Problem s prenizkim plačilom so poudarili na področju javnega sektorja. V Konfederaciji sindikatov 90 kot eno najbolj problematičnih točk sprejemamo dejstvo, da pogajalci, predvsem vladni pogajalci, pa tudi na žalost nekaj sindikatov, vztraja na možnosti, da bi še vedno ostale osnovne plače pod minimalno plačo, kar se nam zdi kot zaveza, ki jo je dala ne samo koalicija, ampak tudi premier sam, da bojo te osnovne plače pod minimalno plačo ukinjene v javnem sektorju, zelo problematične. Približno polovica slovenskih upokojencev prejema pokojnino, ki se giblje na pragu revščine. V sindikatu si zato želijo spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Menijo tudi, da je 40 let delovne dobe dovolj. Da dejansko se omogoči, da bo lahko vsak delavec Republike Slovenije opravljal svoje delo 40 let v varnih in zdravih delovnih pogojih in da dejansko bo dočakal 40 let delovne dobe bolj zdrav, kot se trenutno dogaja. In da bo potem sam lahko izbiral, ali želi nadaljevati svojo poklicno kariero, to pomeni, da je to njegova pravica, ne pa obveza. Pred 137 leti so se delavci podali na ulice Chicaga ter zahtevali dostojno plačilo in delovni čas. Predsednik konfederacije je ob tem izrazil nezadovoljstvo, da se po toliko letih danes še vedno borimo proti prenizkim plačam ter preobremenjenosti in delu v nezdravih okoljih, ter da je v primerjavi z lanskim letom delavstvo naredilo korak nazaj, saj socialnega dialoga na najvišjem nivoju ni več. Na predvečer praznika dela je obalna sindikalna organizacija organizirala tradicionalni pohod in prižig kresa. Kakor veleva tradicija, so na predvečer praznika dela po celotni državi zagoreli kresovi. Če za nekatere to predvsem praznik, ob katerem se lahko družimo z najbližjimi, ta praznik mi pomeni pač, da se čim več družimo z družinami in da se čim več spoznamo s prijatelji in ja, mi je ful lepo, pač ta praznik je čudovit in upam, da bi bil večkrat na leto. Pomeni drugim tudi kot spomin in opomin na priborjene delovske pravice. Glejte, to je tradicija, ki so si jo ljudje zelo v trdih življenjskih okoliščinah izborili in prav je, da se spomnimo predvsem tega preteklega, tudi tega, kar je trdo danes in to je sporočilo, da kaže paziti na to, v kakih okoliščinah ljudje delajo in da jih je treba, kolikor je mogoče, narediti za normalne. Pa se zdi še zmeraj aktualen praznik? Seveda, ne bi bil tu, če se mi ne bi zdelo. Tudi letošnje prvomajsko praznovanje s pohodom na Markovški hrib in prižigom kresa je potekalo v organizaciji obalne sindikalne organizacije KS90. In kot do sedaj so se pohodniki zbrali pred koprsko taverno in se ob spremljavi pihalnega orkestra odpravili proti prizorišču, kjer je bilo organizirano kresovanje. Kot je povedal predsednik sindikalne organizacije Damjan Wolf, je osnovni namen praznika opomin delavcem, da so njihove pravice izborjene in ne podarjene.
je osnovni namen delavskega praznika, da vse delavce Republike Slovenije opomnimo, opozorimo, da nobena delavska pravica ni podarjena, ampak je bila v preteklosti in bo tudi v sedanjosti in prihodnosti izborjena. Tako da tukaj poskušamo tudi skozi prireditev mednarodnega praznika dela delavstvo opozoriti, da samo pričakovati, brez da bi nekaj dali družbi, je zadeva, ki vodi v utopijo in da živimo dejansko v sistemu, ki nas je leta 90 oziroma 91 izbral, ki v veliki večini dela dodano vrednost na zelo nizki ceni dela in na množičnih kršitvah delovnopravne zakonodaje. In tukaj, če se delavstvo ne organizira, kot se spodobi, so lahko tukaj zelo enostaven plen, kajti dejstvo je, da je delavec v delovnem razmerju šibkejša stranka in iz tega naslova je prevečkrat pri delodajalcu izključno voden kot strošek. Zadnji dnevi aprila so bili res aprilski. Ponekod je sijalo sonce, ponekod je padal dež, no v Združenih državah Amerike pa so imeli prav posebne vremenske razmere. Poglejmo. Pozdravljeni v kulturnem napovedniku, kjer vam na tedenski bazi predstavimo dogodke, ki se bodo odvili v slovenski Istri. Že na jutrišnji večer se lahko udeležite koncerta italijanske pop ikone Loredane Bertè. Ta bo svoj nastop obeležila v portoroškem avditoriju ob 21. uri. Za spomin na popevke iz njene mladosti prisluhnimo skladbi E la luna bussò. E la luna bussò alle porte del buio. Fammi entrare, lui rispose di no. E la luna bussò dove c'era il silenzio. Ma una voce sguaiata disse non è più tempo. Quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Dopo avere pianto un po' per un altro no, che le disse il mare, che le disse il mare. Na četrtek 9. maja lahko izbirate med vrsto dogodkov. Najzgodnejši se prične ob 17:30. Gre za spominski sprehod po nekdanji najbolj ribiški četrti v starem mestnem jedru Kopra, Bošadragi. Zbirna točka sprehoda je na parkirišču pri Dijaškem domu. Ob 18. uri se v Pokrajinskem muzeju lahko udeležite enega izmed dogodkov v sklopu cikla Virtuozo, kjer se bodo s koncertom predstavili maturantje Umetniške gimnazije Koper. Uro kasneje sledi četrta čajanka s kiparji, ki imajo svoja dela razstavljena na trenutni razstavi Dimenzije v koprskem Libertasu. Tokratni gostje čajanke so Lea Kuletto, Katja Smerdu, Vasja in Boris Bradač ter Damjan Komel. Pogovor se prične ob 19. uri. Ob 20. uri po oder auditorija Portorož zasedajo ameriški basovski velikani. Victor Wooten se bo na svojem drugem nastopu v Sloveniji predstavil skupaj z brati in njihovo zasedbo The Wooten Brothers, ki jo je ponovno oživil pred nekaj leti. Za ogrevanje prisluhnimo njihovemu superfunky komadu Sweat. Where we running, y'all?
the sun. Morning run. Get up. Here we go. It's 6 a.m. Monday morning. No time for sleeping. No time for yawning. It's no day off and no vacation. Just hard work, dedication, and perspiration. You know it's time to sweat. Na petkov večer sledijo še 3 koncerti. Prvi se prične ob 19:30, kjer se bo prav tako na odru Auditorija Portorož predstavila slovenska pevka Lara Baruca. Uro kasneje, ob 20:30, pa se v Centru mladih Koper prične prava glasbena poslastica. Prvi bo nastopil lokalni hip-hop glasbenik Blaž, ki ga poznamo po Odpiljenih bitih, sicer pa tudi kot videista, pisatelja in ustvarjalca iger. Sledi švicarski duo Ikan Yu, pop-punk rock live act, fenomen, ki strumno stresa klube in festivale po vsej Evropi in tudi čez. Prisluhnimo njunemu komadu Flap. Če pa ste pristaši nekoliko bolj tradicionalnih ritmov, se ob 21:30 lahko odpravite v izolski Hangar bar, kjer bo Teo Kolori v spremstvu zasedbe Momento Cigano peljal v svet romskega džeza. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v najnovejši izdaji časopisa Megafon. Se vidimo prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.